Arhitekt Damjan Popelar se je leta 2002 mudil na gori nad Ajdovščino. Začel je razvijati zamisel o kamniti spirali, ki bi jo ustvaril v vrtači. Po ugotovitvi, da za to ne potrebuje sredstev, ampak le dovoljenje lastnika zemljišča, ki je seveda z njegovo zamislijo soglašal, se je lotil dela. V nekaj letih je tudi s pomočjo domačinov zrasla kamnita arhitekturna stvaritev. Ta mesec pa so bile pod Simončičevim toplarjem na Bistrici pri Šentrupertu v sklopu Toplart galerije na ogled fotografije in dokumentarni film o gradnji te kamnite spirale. Prišla je pa en par gor, ko sem to gradil. To je pa zanimivo, mi bi pa poklicali vas, se pravi medije, pa bi to malo v časopis dali. No in časopis je prišel, novinarji so prišli in potem se je snemalec in novinar iz Primorske TV so se angažirali in sta prihajala redno, mi predala ta material in potem sem pa rekel, fino, to je pa nek dokument, ki ga pa lahko v bistvu damo neko celoto in predstavim ljudem. Tako je nastal potem tudi dokumentarni film o spirali. Bi rekel, pomembno pri tem filmu je, da so izjave drugih ljudi, kako so oni to doživeli, domačini. Fotografska razstava pa je plod dela Popelarja, Viktorije Tekstor in Boruta Dvornika. Tako da večino posnetkov sem posnel, se pravi, sem jih posnel sam, ampak želel sem pa, da nekdo drug, to je prijateljica iz fakultete, Viktorija Tekstor, z njo sem se bil blizu, sem rekel, da bi prišla pa bi posnela. In ona je bila resna pri tem, si vzela čas, ni prišla za 1 uro, 2, ampak je prišla za dan, 2, tako da je tudi nekako ta prostor začutila in ga posredovala prek fotografij tudi nam. In potem domačina Boruta Dvornika sem angažiral za te, bi rekel, letalske posnetke. Damjan je moj sošolec iz fakultete, oziroma poznava se že iz gimnazijskih let. Nekako sva ta študentska leta kar skupaj pri parih projektih sodelovala in sva najdla nek skupen smisel za izražanje, on s tem svojim delom, jaz pa zraven s fotografijo in me je takrat prosil, naj pridem na goro. Bilo je eno tako posebno doživetje. Predvsem fascinirana sem bila na tem, kako svojo v bistvu fizično močjo nekaj ustvari. Ponavadi mi na faksu bolj kot nakladamo. On je pa udejano eno tako znamenje v prostoru, ki ti je dalo že samo po sebi eno sporočilo. Ja, z Damjanom sodelujeva že kar nekaj časa. Moram reči, da ima zanimive projekte, sploh v zvezi z naravo, oziroma kot land artist se mi zdi, da je nekaj posebnega. Za mene pa to nekako vedno bil izziv, kar pomeni, da so z moje strani vrata odprta in nekako sva posodelovala. Dvornik je fotografiral iz zraka, kar predstavlja tudi popolnoma drugačne pogoje fotografiranja. Zadeva je specifična na gori nad Ajdovščino, ker je še posebej znotraj drevja in pogoji za leteti so bili tudi na meji. Tako da rezultat je pač izpadel kakršen je. Kamnita spirala je sicer Popelarja opogumila, da je v Merenski dolini izpeljal akcijo pletenih vrb. In na ta način povezujem kamnito spiralo in to goro nad Ajdovščino z našo Merensko dolino in hkrati napovedujem, zdaj to bo pa v teh jesenskih dneh, pa eno fantazijsko potovanje po Merensko dolini, skratka gre za projekt z naslovom Merenska dolina v polževi lupini, kjer se pa oblika spirale pojavi ponovno v čisto drugem materialu, čisto drugem kontekstu, na drug način in že sedaj vabim poslušalce, gledalce na ogled. Fotografska razstava o kamniti spirali je predstavljala drugi dogodek v Toplart galeriji, ki je pod Simončičevim toplarjem zaživela na začetku poletja. V letu 2010 sem tukaj bil 9 dni, odziv je bil, obisk je bil, super je bilo, tako da sem si enostavno želel za več časa postaviti in tudi povabiti k tem druge avtorje. Tako da zdaj sem pač prejšnji mesec predstavljal v večini Alenka Lamovšek, ki se je tudi vključila v ta projekt.
Potem sem bratu ponudil, če predstavi kakšen svoj projekt. Naslednji mesec predstavljam svojo fotografsko razstavo. V oktobru pa bo predstavitev diplomske naloge plus projekcija in pa fotografska razstava zraven.